Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Pretekli teden je preiskovalna parlamentarna komisija, ki se ukvarja s preiskovanjem morebitne politične odgovornosti v zvezi z gradnjo kanala C0 poskušala sprejeti vmesno poročilo, a je koalicija to blokirala in poročilo zavrnila. Naša gostja bo vodja preiskovalne komisije, dolgoletna poslanka SDS, Anja Bah Žibert. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Tukaj je pred nami velik fascikel, vidim, da ima veliko strani, bova šla skozi vse to, kaj ste v teh 3 letih ugotovili, ampak najprej začniva pri vprašanju, kaj se je zgodilo pretekli teden, zakaj je koalicija to poročilo blokirala. V preteklosti se to nekako ni dogajalo, je obstajal nek, kako bi rekel, vsaj tihi dogovor med koalicijo in opozicijo. Vemo tiste obsežne preiskovalne komisije o žilnih opornicah, ki jih je vodila Jelka Godec, pa bančne luknji, ki jo je vodil Anže Logar. Vse to se je poročilo sprejelo. Res je, tako kot ste povedal. Mislim, da se je 2-krat v zgodovini zgodilo, te parlamentarne prakse, da bi, koalicijski vajler oziroma večina, ki ga imajo, dobesedno izničilo poročilo. Mislim, to se je zgodilo pri kolegici Jeraj, po mojih informacijah, ko je prav tako preiskovala Zorana Jankovića in dogajanje v zvezi Mestno občino Ljubljana in pa v tako imenovanem Pučnikovem poročilu. Zdaj, zakaj so to storili? Morda prvo. Meni je jasno, Zdaj včasih rečejo, saj list vse premore, Zdaj, to je v bistvu predlog poročila na 500 strani. Res je, list vse premore, ampak če je pa ta, popisan na način, da imajo nekateri z njim resne težave in tukaj noter kaže na resne težave, potem jim je očitno preostal ta manever, in sicer, da so ga dobesedno izničili, kar pa seveda v prvi vrsti govori, da gre tukaj za strah. Strah pred Zoranom Jankovićem, ki očitno obvlada in nadvlada tudi to koalicijo. Kaj zdaj to pomeni? Da poročila sploh ne boste sprejeli, končno poročilo verjetno boste tudi pripravili, pričakujete, da tudi končnega poročila ne bo. In kaj to pravzaprav pomeni, da ne bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora? Ja, poglejte, zdaj je pri tej zadevi tako. Tega poročila kot da ni. Vse, kar je v zvezi z preiskovalno komisijo objavljenega, so tako imenovani zapisniki, kjer si lahko vsi preberejo tudi magnetograme, se pravi dobesedne zapise iz zaslišanj, vsebine, ki je bila pripravljena, se pravi tako bistvene ugotovitve, ki jih je več kot 90, tako tudi sklepi, ki so bili predlagani, in ostala vsebina pa je seveda ni. Zdaj, kaj to pomeni za naprej? Mi bomo seveda z delom preiskovalne komisije nadaljevali, poskušali bomo zaslišati tudi vse ostale priče, imenovati še dodatne priče. Zdaj, če bo seveda koalicija to dovolila. Namreč sporno pri tej komisiji zagotovo je, da ima koalicija večino, sploh da je, na nek način sodeluje tudi Svoboda. Namreč Svoboda je v koaliciji z Zoranom Jankovićem v mestnem svetu. In če bi bili oni res tako svobodni in tako zavezani k odprti in demokratični družbi, bi se iz te komisije izločili. In če bi se oni izločili, bi bilo marsikaj lahko že drugače. Je pa Levica v opoziciji, ne v mestnem svetu. Tako je, Levica je v opoziciji, tukaj je naredila en manever, ki je za njih že kar znan. Ne želijo javno seveda nasprotovati tej koaliciji, ker jo podpirajo in na to odločanje, ko smo imeli to vmesno poročilo, jih ni bilo. Na ta način seveda so dali podporo koaliciji, da to poročilo pade. A se vam to zdi bizarno v luči teh pogovorov in sklenjenega sporazuma s stranko Vesna, ki pa podpira pravzaprav preiskavo proti C0 kanalu?
kanalov in želi ustavitev tega kanala, ne, gradnje. Ja, jaz, ko sem pač videla zdaj to sodelovanje in tisto rokovanje, oprostite, nisem se sam prijela za glavo, ampak tudi za želodec. Zakaj? Ker bomo vsi ob čisto pitno vodo kmalu, ne. Kaj je pač tukaj najbolj bizarno? To, da se nekdo na takšen način spreneveda. A veste, greš v koalicijo zvestno, pri tem pa nimaš niti toliko poguma, da bi prišel na preiskovalno komisijo in podprl poročilo, tudi zato, ker si v preteklosti govoril, da se z gradnjo kanala C0 ne strinjaš. To je zdaj največji problem. Javnosti in pa, bom rekla, Ljubljančankam in Ljubljančanom razlagaš, da si proti gradnji kanala C0, v bistvu pa s svojim glasovanjem omogočiš, da bo do tega projekta dokončno prišlo. Vi torej pričakujete, da bi v prihodnje, ko vodi opozicija takšne preiskovalne komisije, morala imeti tudi večino, da bi bilo kaj haska? Jaz mislim, da je to res, kar ste omenil, stvar, o kateri bi se mogli v prihodnje pogovarjati tudi samega poslovniškega, bom rekla, pravila oziroma to, kar pač poslovnik določa. Jaz mislim, da kadar koalicija ima večino, jo že tako ima v državnem zboru in poročila se na koncu vedno sprejmejo v državnem zboru. Bistvene ugotovitve se tam prav tako sprejmejo in tudi, bom rekla, sklepi. In ni prav v bistvu, da ima koalicija večino, na primer v preiskovalni komisiji, katere proti je. Se pravi, prav bi bilo, da tisti, ki predlaga preiskovalno komisijo, dobi na nek način tudi večino v preiskovalni komisiji, da ta nemoteno opravi delo in pripelje zadevo do državnega zbora. 500 strani pravite, da obsega vmesno poročilo. V tem času lahko smo spremljali te seje, nekatere so bile tudi javne, ste zaslišali kopico uradnikov, bivših ministrov, tako takšnih in drugačnih uradnikov, ne. Ampak tiste češnje na torti še nismo videli, ne? To je župan Janković. Zakaj ga ni bilo? Pravi, ne, ko me bodo povabili, bom z veseljem prišel. Poglejte, naš namen v preiskovalni komisiji je bil jasen. Ugotovitve iz vseh vidikov. Glede na to, da je Zoran Janković tisti prvi in bom rekla zadnji v tem nizu, ki je zagotovo najbolj odgovoren, da se ta kanal gradi naprej, je prav, da je na vrsti na koncu. Zato, da pojasni tudi vse tisto, kar smo ugotovili. Namreč menim, da bi bilo napak, če bi se odločili najprej povabili Zorana Jankovića, sploh zato, ker, oprostite, jaz ko spremljam njegove, bom rekla, tiskovne konference, mislim, da niti dvakrat ne pove enako. Vedno neki izgovori, napačne informacije, zavajanja, skratka, vse so drugi krivi, nikoli pa jasno ne pove. Nikoli ne pove, da za glavni odsek Brod, Ježica, ni nikoli bilo izdanega OPPN-ja. In tega ni bilo in to je že podlaga pri tem kanalu C0, da je vse ostalo protizakonito. Vse je protizakonito in dejstvo je, da tega kanala, ne, to bo dejansko spomenik nezakonitosti z področja, bom rekla, pravosodja, z področja gradbene zakonodaje, z področja infrastrukture, z področja zdravstvene, bom rekla, stroke in z področja ekološke stroke. To je spomenik nezakonitosti in spornosti iz vseh teh področij. Jaz mislim, tega projekta nikoli nismo imeli v Sloveniji, kar je pa najhuje, ne, da ima ta projekt posledice, ne. Dajva malo govoriti o medijski pozornosti vaši preiskovalni komisiji, ne. Zdi se, da v zadnjem času se zadeva je nekoliko premaknila naprej, ne. Odkar je Zoran Janković paktiral in podpiral javno srbskega predsednika Aleksandra Vučića, se zdi, vsaj sočasno se je to dogajalo, da so mediji začeli bolj kritično poročati o problematiki kanala C0, ne. Prej nekako smo naleteli na ignor. Jaz mogoče vidim zadevo še malo drugače. Tudi vi ste eden tistih novinarjev, ki ste veliko govorili o kanalu C0 in javnosti omogočili, da je prišla do pomembnih podatkov. Gre
predvsem za to, da javnost izve. Zdaj, jaz vidim prve premike zagotovo od takrat, ko se je, bom rekla, odzvala javnost, ko so se, bom rekla, postavili ob rob Jankoviću in po robu lastniki zemljišč, takrat s tistimi protesti. Mislim, da je takrat bila tista prva, bom rekla, narejena točka, ko se je premaknilo tudi v javnosti, potem pa zagotovo tudi z delovanjem preiskovalne komisije. Zakaj? Tudi zato, kar ste že omenili, na tej preiskovalni komisiji, veste, niso bili vabljeni le politiki. Tukaj je spregovorila stroka. In zoper stroko, seveda si nemočen, če nimaš argumentov. In gospod Janković argumentov nima. Saj se že vidi zadnje vabilo, sam je povedal na tiskovni konferenci, da je povabil znano strokovnjakinjo glede zdravstvene stroke in bom rekla, težav, ki jih lahko povzroča kanal C0, doktor Fikfakovo, in je rekel, jo vabim k sebi na pogovor. In ona mu je odgovorila, midva se nimava kaj pogovarjati, lahko pa greva na javno tribuno skupaj. Seveda to Jankoviću ne diši. Kaj hočem povedati? Se je že prej odpiralo, absolutno, pa seveda tukaj se kaže to, kdo ima oblast v državi. Tudi ko Zoran Janković naredi kakšno neumnost, ne dobi po glavi, kot bi rekli, dobi pa malo po riti in se potem malo več govori o kanalu C0. Če sem vas torej prav razumel, vi se zdaj počasi pripravljate na zaslišanje ljubljanskega župana. Verjetno bo to najzahtevnejši del vašega posla. V spominu nam je ostal obračun Logar Janković. Kaj vi pričakujete? Zame to ne bo najtežji del preiskovalne komisije. Vam bom povedala, zakaj. Zato, ker je glede na vse, kar smo do sedaj ugotovili, zame Janković že kriv oziroma so kriv. Dejstvo pa je, da je potem odvisno od ustreznih organov v državi, se pravi pregona, ki ga imamo državi, ali bi do tega prišlo že danes. Poglejte, na podlagi zaslišanj, ki smo jih imeli, je dovolj argumentov, da bi se tožilstvo zganilo. Dovolj argumentov. Ni potrebno nobeno končno poročilo. Že to, kar je bilo povedano, je dovolj, da bi se zganili. Tako da, kaj pričakujem? Od njega pričakujem zopet šov, ki ga bo poskušal narediti iz svojega zaslišanja, ampak kot rečeno, jaz vztrajam na argumentih, na trdi vsebini in tako bom tudi vodila to, ampak vas pa moram še ustaviti. Zoran Janković mora biti še imenovan kot priča. Kar sedaj počne koalicija v državnem zboru, bomo videli, ali bo glasovala za to ali ne. No, če se bo to zgodilo, Janković ima svojo resnico kanala C0, ki jo večkrat pove na svojih tiskovnih konferencah. Eno je, kar najpogosteje poslušamo, rešujemo problem greznic, zapiramo greznice, če jih ne bi ti greznice ogrozile pitno vodo. Lejte, jaz mislim, da je zelo pomembno, da ljudje ločijo, da je ta kanal v bistvu sestavljen nekako iz dveh odsekov, ki so. Eno je Brod Ježica. Brod Ježica je v bistvu tist odsek, 4 kilometre dolgi, za katerega nikoli ni bilo, kot sem prej povedala, OPPN-ja, in na tem odseku danes ni nobene greznice. To, kar gospod Janković prodaja, to niso samo bučke. Govorimo o delu, ki gre čez naravovarstveni. Tako, in to je najbolj problematičen naravovarstveni problem. In tukaj danes še čebeljak ne sme stati. Tukaj ni greznic, nobene greznice se tukaj ne zapira, ampak se bo pa pripeljalo greznice, bom rekla mešane, komunalne odpadne vode, to pomeni gospodinjstva, to pomeni podjetja, tudi zdaj, če sta, bom rekla, najbolj ključen in najbolj problematičen odsek. In to on pač enostavno izpusti. Mi seveda vedno zagovarjamo, da je potrebno reševati kanalizacijo v Ljubljani, ampak na način, da ti iz drugih občin pripelješ tam, kjer kanalizacije ni potrebna, odpadke in ogroziš čisto pitno vodo. In glede na to, da je že po standardih dovoljeno izcejanje,
bo do tega prišlo. 17 cistern, naprimer, če vemo, cisterna vode, približno 10 kubikov, 17 cistern na dan bo iztekalo v dovoljenih mejah. Če pa bo prišlo do kakšne težave, bo tega do 85 cistern na dan, za take, bom rekla, da pride do razpok in tako naprej. Za kaj hujšega pa seveda raje ne govorimo. Zoran Janković vam bo tudi povedal, da ima vsa gradbena dovoljenja in problem v tem, ker jih res ima. Ja, to je problem. Se strinjam z vami in to zato, ker v bistvu vsi tisti, ki so sodelovali potem v postopkih naprej, enostavno niso gledali in so pač vzeli brod Snebarje kot cel odsek in potem seveda v bistvu za ta brod Ježica izdali soglasja, ki jih pač ne bi smeli, ker so gledali ta drug odsek, ki ni problematičen. In ko smo na zaslišanju vprašali v bistvu predstavnika takrat Arso, ki je izdal vodno soglasje, je rekel, ja, smo potegnili še gor, ne? Soglasje smo potegnili še za tisti del, ne? In seveda je tako ravnala potem tudi upravna enota. Janković je vlagal zahteve za gradbeno dovoljenja po koših. To je tudi po kosih, to je tako in tako problem. Namreč prvo gradbeno dovoljenje, itak veste, je bilo potem spremenjeno, zato ker je v bistvu so izrekli, da je to manj zahteven projekt. Mislim, v posmeh vsem in potem je investitor, ki je bil pač projektant, gospod Kodre, v eni od izjav rekel, ja, malo smo se zmotili, ne. Mislim, malo si se zmotil, ne. To je bilo zavajanje, ampak ključno pri vseh teh zadevah je, da se pač tak kanal ni nikoli gledal tako, kot bi se moral. Ja, da ima dele, kjer pač te zadeve ne bi smele potekati, ampak veste, tudi če so bila izdana gradbena dovoljenja, ima ta država še vedno v rokih, bom rekla, glaven argument in možnost, zagotovo je to interventni zakon. Ta gradnja se lahko ustavi. To je nekaj, kar bi vi predlagali v tem poročilu. Tudi mi to predlagamo. Zakaj? Zato, ker sklepi Državnega zbora, ki so bili 2019 in so poenotili takrat politiko. Brez glasov proti. Tako, brez glasov proti, da naj vendarle se naredi presoja vplivov na okolje, je danes padel v vodo. Pač ta koalicija, se pravi Svoboda, pa SD, ki takrat ni temu nasprotovala in tudi Levica zraven, danes več tega ne podpirajo. Čeprav so ministri razlagali na preiskovalni komisiji, vsi na glas govorijo, ja, presoja vplivov na okolje bi bila potrebna. Jaz menim, da bi bilo treba projekt ustaviti, narediti postopek presoje vplivov na okolje, videti, če se okoljevarstveno soglasje lahko pridobi. Če tega ni, potem je treba ta projekt dokončno ustaviti. Zdaj, zakaj tega nočejo? Zato, ker vejo, da ta projekt okoljevarstvenega soglasja ne more dobiti. Če se bodo pogledali vsi njegovi elementi, kje se gradi, kaj se gradi, kako se gradi, ta projekt nikoli okoljevarstvenega soglasja ne more. Preden greva res na ta političen aspekt gradnje kanala, deva še malo ostati pri stroki. Vodno soglasje se je izdalo že leta 2013, ne? Kasneje pa je Arso tudi odločil v letih 2015 in 2016, da ni potrebne presoje vplivov na okolje. Kaj ste vi v preiskovalni komisiji zdaj ugotovili, zakaj Arso takrat ni ocenil, da je potrebna presoja vplivov na okolje? Več argumentov smo, ali pa do več, bom rekla, ugotovitev smo prišli. Prvi je zagotovo, da je Arso, oziroma tisti, ki so v postopku odločali, enostavno preslikali tisto, kar je projektant povedal. Se pravi, kar je projektant rekel, tako avtomatizem so oni rekli, to je tako. Se pravi, brez preverjanja, brez ugotovitev dejanskega stanja. In to ni sedaj sama ugotovitev preiskovalne komisije, to je ugotovila že notranja revizija, ki jo je dal že Leben. Se pravi, nekdo, ki je danes svetovalec v kabinetu predsednika vlade za okolje, je bil tisti, ki je dal prvo notranjo revizijo narediti, drugo potem tudi, bom rekla, magister Vizjak. No in se pravi, eno je šlo enostavno zato, da se je preslikavalo, da se ni preverjalo ugotovitev, drugo, kar je pa izjemnega pomena, pa je, da se ni zaprosilo ostalih mnenje dajalcev.
Mnenjedajalca oziroma enega ključnih pri tej zadevi je zagotovo NIJZ. Njih se enostavno ni vprašalo. Vprašalo pa se je Geološki zavod, ki je pripravil neko študijo, kako naj Janković ta kanal izpelje. Tako je, in ja, imate prav. To je v bistvu študija, ki jo Janković velikokrat poudarja, ni pa nikoli bila objavljena, ne? Zanimivo, zakaj ne? Zato, ker je ta študija jasna. Oni v bistvu niso za to, da se ta kanal gradi, ne? Če pa se že gradi, so pa zahtevali kar konkretne ukrepe, kaj bi seveda moralo vse biti, in oni so v bistvu takrat rekli, da tukaj bi bila potrebna absolutno dodatna zaščita, ampak to ni kineta, ki si jo je potem izmislil gospod Janković. Takšnega predloga nikoli ni bilo. En predlog je bil, da gre cel nad zemljo. Tako je. To so bili predlogi, s tem, da še enkrat, ta študija je povedala, da do izcejanja bo prišlo. Ta študija govori, da do izcejanja bo prišlo zaznavnega, se pravi tistega, če bo prišlo do neke poškodbe, in poškodbe so že danes. Mi imamo fotografije, veste, kakšni so te spoji, to je noter že vse pesek, celo plastenke, razpoke so, tako da tukaj pa že bo. Drugo je pa, da že samo po sebi vodotesne kanalizacije ni in določen bom rekla, izcedek bo prihajal dnevno in računite nekje, najkasneje do 90 dneh bo to prišlo v vodarne. Ampak smo mi narobe razumeli predstavnika Geološkega zavoda, ki je na nek način vendarle poskušal povedati, da se kanal da zgraditi, ne? Se pravi, ni nasprotoval gradnji. Ne, čisto zares. Ja, poglejte, dva predstavnika smo imeli, ki sta pač na to odgovarjala. Najprej bi jaz pač povedala to, kar je povedal tudi drug predstavnik, gospod Janža je bil. On je povedal, da mu je seveda nenavadno, da so sploh to študijo naročili že post festum. Ta študija je bila narejena 2017, mislim, da 2017, ko je že zadeva stala. Drugo, kar pa je, morate pa vedeti, da je bil to naročena študija. To študijo je nekdo plačal. In jaz v prvi vrsti največ dam na strokovnjake, ki s tem kanalom tudi profesionalno, v tem smislu, da bi finančno zadeve, bi rekla, pokrili, ne, dam veliko več, ampak tudi ta študija, kot sem povedala, ni naklonjena kanalu C0. Oni so bili pač v bistvu predani pod dejstvo, kaj narediti. Tako da ni res, da pač oni kakorkoli rekli, da zdaj pa ne se tukaj gradi. Moramo te vedeti, da je bila tudi deklaracija, kjer so pač, bom rekla, sodelovali in so povedali, ki je bila že prej narejena, da se tukaj naj ne gradi. Tako da tukaj ne moramo zdaj kriviti njih, ne, v tem smislu, da so to podprli. Oni so v bistvu povedali, kakšno je stanje, in povedali so, da do iztoka bo prišlo. Problem je v tem, ker jim je to študijo naročil MOL, ne, in so jo morali seveda, oni so za MOL. tako MOL, pa še to naknadno, se pa sprašujem jaz, če bi bila na njihovem mestu, takšne študije ne bi post festum pripravljala. Ja. No, pa sej v tem času je odmevalo tudi na ravni zdravnikov, ne. Prej ste že sami omenjali predstojnico Inštituta za medicino dela in športa, doktorico Metodo Dodič-Fikfak, ne, ki je opozorila na problematiko tega kanala, ne, da se pač enostavno pitna voda in fekalije ne morejo mešati. Ta obsežna tiskovna konferenca, ki je bila lani spomladi, se spomnim, je bila medijsko zelo podprta. Prišel je na tiskovno konferenco tudi dr. Miran Brvar, šef toksikološkega oddelka na Univerzitetnem kliničnem centru, in tudi on je takrat povedal nekaj, kar me je res zmrazilo, ne. Ni vprašanje, če bo kanal puščal, ampak kdaj bo puščal, ne. Ampak ni bilo tega preboja v javnosti, ni bilo protestnikov iz 8. marca, ni bilo pobud za kakršenkoli odstop Zorana Jankovića, razen Primčevih protestnikov. Imate prav. Kaj naj rečem kot to, da imate prav? Zdaj, tako gospod Brvar kot gospa Fikfak, To niso doktorja znanosti, SDS-ovci, to so neodvisni strokovnjaki. tako je. Oba dva doktorja znanosti in strokovnjaka sta bila na preiskovalni komisiji.
Treba je povedati to, da ne gre samo za njiju dva, ne? Pod pismo se je podpisalo, bom rekla, vsi predstojniki UKC Ljubljana. Več kot 100 jih je bilo. Tako je. In dr. Fikfak je povedala še nekaj, ko smo jo vprašali, kako bo to sistem, bom rekla, dobesedno odreagiral, če bo, ko bo in bo prišlo do, bom rekla, zastrupitve vode. In je rekla, si ne predstavljam, ker že danes na infekcijski kliniki, mislim, da jo je izpostavila, ljudje ležijo na hodnikih. Ležijo na hodnikih. Si predstavljate, zdaj pa deva eno primerjavo, preprosto, ker včasih, veste, se mi zdi, da govoriš o tem kanalu kot o neki tehnični zadevi in si jo ljudje pač ne predstavljajo iz življenjskega spektra. Deva pogledati dogajanje v Maxi Marketu. Vode ni že 2 meseca. Je to bilo zlovešče opozorilo? Jaz trdim, da bom rekla, zlovešče opozorilo, predvsem pa opozorilo, zgante se. Lejte, 2 meseca tam ni že vode. 2 meseca. Zdaj, takšne in drugačne ugotovitve so. Ampak dejstvo je, vode ni. Lokali in vse je zaprto. Več kot 500 ljudi je bilo tistih, ki so se odzvali. Se pravi, NIJZ ima podatek več kot 500 ljudi. Prištejmo tiste, ki niso nikamor klicali, ki so pač ostali doma, nekako to preležali sami. In poglejmo si, da tudi od teh 500 jih je nekaj potrebovalo zdravniško pomoč. Zdaj pa to preslikajmo na kanal C0. Na številko približno 400 000 ali več. Jaz računam približno 400 000. Zakaj? Zato, ker imamo dnevne migrante in imamo tudi bolnišnice, imamo študente, imamo dijaške domove, imamo domove za ostarele. Predstavljajte si to številko, sistem tega ne bi zmogel. Prvo zdravstveni, drugi pa kaj pa za dostopom do vode. Kje bomo mi zagotovili za, rečeva 300 000, kje bomo zagotovili vodo za 300 000 ljudi? To je pač nemogoče in da se nekdo tako igra, bom rekla, to ni ustavna pravica v smislu, da je to samo zapisano. Tukaj gre res za pravico do vode. In ko ste prej povedali, sem govorila s svojo sestro, ki je prav tako, bom rekla, zdravnica, in sva se enkrat pogovarjali, pa saj so nas na medicini učili pri enem od predmetov, da nikoli ne greš graditi kanalizacijo čez vodo, ker je pač to iz higienskega, bom rekla, pogleda nesprejemljivo. In danes počnemo ravno to. Ob vseh znanih dejstvih, pa dobro, tako kot ste prej rekel, je bilo zlovešče opozorilo Maxi Market, ampak predtem je bilo opozorilo v Celovcu. Tudi Celovec je imel podobno težavo. In mi še kar imamo tukaj ključne politike, ki zagovarjajo to zadevo. Ob tem, da so sami tudi odgovorni. To sem mogoče malo premalo povedala. Dejstvo je, da tukaj ne gre samo za to, da se ta zadeva gradi, ampak da aktualna oblast, ministri, pravzaprav to z dejanji podpirajo. Tudi še prideva, sva rekla, da greva najprej čez stroko. Ko omenjava te zdravnike, vi ste vabili tudi gradbenike, ne? Vsi so problematizirali dejstvo, da se pelje ta kanal iz 2 drugih občin tako daleč, čez vir pitne vode v novo čistilno napravo v Zalogu. Govorili so o puščanju te cevi, obstali naj bi dokazi, da cev že zdaj pušča. Je to napihnjeno, je to politikanstvo, je to res? Jaz mislim ravno zaradi tega, da so to ljudje, bom rekla, predstavili, ki nimajo nobene potrebe, da bi govorili neresnico. Nobene potrebe, ne? Imajo pa potrebo, da govorijo resnico zaradi ljudi. Zdaj, gradivo, ki smo ga mi dobili in je bilo tudi predstavljeno na preiskovalni komisiji, slikovno govorim, kaže, da pač ta kanal C0 že sedaj ima težave, že sedaj so razpoke, pa tudi, veste, se je logično. Takšno cevi ne moreš, tako je, takšno cev bi mogel peljati ravno, ne, s čim manj kakršnim koli spoji. To
to je pa vijuganje. Prav pa je tudi, da gledalkam in gledalcem pojeva, zakaj ne, ker je pridobival gradnjo dovoljenja po koščkih. In ker ga ni, ne, pač je zavil malo drugam, ne, in tudi zdaj grejo malo levo in desno in tudi ta ustavna sporna odločba kategorizacije lastnikom kaže na ta njegov način, bom rekla. To je pač njegov način, to je modus operandi njega. Skozi neko izigravanje, teptanje, bom rekla, tudi demokratičnih standardov, teptanje pravne države, ker mu je to dovoljeno. Ampak tako, kot ste rekli, tudi iz tehničnega vidika je ta zadeva sporna in nišče, mislim, dali bi se reševati to z čistilnimi napravami na način, da ne bi rekla, povzročali nobene nevarnosti za vodonosnik. Ampak kot rečeno, to je pač Janković si zaželel, ta kanal bom zgradil, ne, ko so ga pa že pred leti, to so pač povedali ti, ki so bili na eni od manjših predstavitev za ta kanal C0 z lastniki, da so ga vprašali tam je, kaj pa bo, ko bo kaj narobe, takrat pa mene več ne bo. Mislim, to je bil pa njegov odgovor. Poglejte, politična aktivacija inštituta 8. marec v teh dneh, ne, ko se javno napada Boruta Pahorja, Anžeta Logarja, vse tiste, ki pravijo, da bomo počakati, kaj se dogaja v Gazi, da to odloči meddržavno sodišče, kaže na to, ne, kakšen je njihov političen profil. To smo vedeli itak že prej, ampak zdaj so res postavljeni v nelagodno vlogo, ne, ko so peljali tisti zakon o vodah leta 2021, ko so ljudje prepričljivo prišli in zavrnili vaš zakon takrat. Ne. A ste pričakovali zdaj podporo 8. marca, ko pa ste vi na strani pitne vode? Ja, dobro vprašanje. Mislim, da se moramo tega tudi dotakniti, ne. Se pravi nevladnih organizacij. Ne. Zdaj, najprej 8. marc. Ne. Zdaj, če komu še ni jasno, ne, zakaj je ustanovljen ta 8. marc in kaj je njegov namen, potem naj pogledajo res tukaj in naj si ne zatiskajo oči. Ko je bilo treba fajtati navidezno za vodo, ne, so peljali z taksisti vred ljudi na referendum. Ne. Vozili so iz vseh koncev in krajev, če zaščitimo vodo, zaščitimo našo obalo in tako naprej. Kaj se je danes zgodilo? Ne? Gradimo kanal C0 in ogrožamo neposredno čisto pitno vodo 8. marca in njihovih taksistov nikjer. Jaz jih še kar čakam, pa jih ni. Še več pravijo, da niso strokovnjaki. Tako je. Potem drugo, ne, ravno to, kar je bil problem pri obale, je danes možno graditi. Ta vlada je poskrbela, da se to lahko zdaj pelje in so spremenili zakon 8. marca in ostalih nikjer. In ko smo povabili takrat tudi na preiskovalno komisijo gospoda Petka, bom rekla, Pic je bil, tak je bil zraven tudi pri teh, bom rekla, njihovih pozivih k referendumu za tisti zakon, je danes odgovoril, da ja, pomaga, ampak da njegovo znanje in njihov domet je omejen. Ampak, veste, saj ne pričakujemo, da bo zdaj pač on gradbeno, strokovno, bom rekla, napisal nek program, študijo o tem, kaj je vse narobe. Ampak bi pričakovali, da bojo glasni in povedali, da se to ne sme. Tako da jaz mislim, da zdaj res vsi vejo, da pač 8. marec se ukvarja s tistim, kar seveda pomaga temu, da se leva vlada obdrži na svojih položajih. Pri tem pa dobro živijo. Zakaj pa ni nekega splošnega revolta med ljudmi proti kanalu C0? Zdaj marsikdo bi rekel, da je lokalna zadeva Ljubljana, ampak dobro, Ljubljana je prestolnica in govorila sva o številki 400,000, to je skoraj četrtina Slovenije. Ne? A je to zato, ker pelje preiskovalno komisijo SDS, ker je organizator protestov Aleš Primc, skratka se ne daje glasu ljudem povezanim z Janezom Janšo. Ali to vi tako razumete? Jaz v bistvu, ja, če mene vprašate, v prvi vrsti ugotavljam, da so kanal C0 spravili na ideološko temo, ja. Ker je že prvi, ki je s tem začel, bil Anže Logar. Tako. In v bistvu s tem mi vi. Ne voda za vse, ampak mi vi. In ker ste to predlagali vi, bomo mi rekli ne.
tudi na račun vode, tudi na račun tega, da bomo imeli hude težave v prihodnosti. In zakaj vidim, da pač se ljudje ne odzivajo? Kar ste prej povedali, v javnosti je še vedno premalo bilo govora o tem kanalu C0 in vedno se ga poskuša nekako tudi zagovarjati. Tudi če povemo, tudi če stroka pove, nekako se poskuša vedno na drugi strani pokriti, češ zapiramo greznice in noben ne vpraša, pa kje so te greznice danes, o katerih govori gospod Zoran Janković. On to pove in vsi nekako to kupijo. In menim, da sta dve možnosti še enkrat, da se bo ta gradnja ustavila, da pride do druge oblasti. Po to oblastjo pač ne verjamem, da bojo karkoli naredili. Jaz se celo bojim, da bo prišlo do konca izgradnje v tem mandatu. In kot drugo, ljudje so tisti, ki lahko še zadeve ustavijo. Kako? Na ulici? Jaz mislim, ulica gotovo z nekimi, bom rekla, javnimi opozorili tudi. Ampak predvsem, da ne bojo dovolili, da pač do te izgradnje pride do konca in da bojo terjali od župana in oblasti, da to ustavijo. Pač glas ljudstva je pomemben, seveda je, ne, če rečemo, da so volitve praznik demokracije, dajmo ta praznik podaljšati tudi tako, da smo glasni takrat, ko tista demokracija, ki je bila izvoljena, ne sliši ljudstva tudi v času med volitvami. Prej sva omenjala Golobovo vlado, zdaj prav, da poveva, kaj se je v tem mandatu zgodilo. Premier je veliko potezno govoril, upoštevali bomo stroko, zagovarjali takrat, pred volitvami pravico do čiste pitne vode. Takrat so podprli v koaliciji KUL vsi ta referendum, zdaj vi pravite, minirajo vašo preiskovalno komisijo. Ampak leta 2020 je minister Vizjak uspel na ministrstvu za okolje, takrat ne bilo je samo eno ministrstvo, doseči, da se je zahtevala presojo vplivov na okolje vsaj za en del, kjer se je Janković odločil dodati betonsko kineto. Ker ministrstvo takrat ni moglo zahtevati soglasja tam, kjer je Arso že odločil, da ga ni treba, ampak ker je Janković dodal betonsko kineto, so lahko ta manever izkoristili za to. Ampak Janković je tožil ministrstvo na upravnem sodišču in uspel iz procesnih razlogov. Zadeva se je vrnila na ministrstvo za energijo, ki ga zdaj vodi Bojan Kumer. In to ministrstvo, zdaj v Golobovi vladi, je moralo ponovno odločati, ali je presoja vplivov na okolje potrebna. In državna sekretarka se je podpisala pod odločbo, da ni potrebna. Potem, ko so javno razkrili, odvetnik Klemen Golob jo je razkrinko, da ni imela ne znanja, ne pooblastil, so rekli, da se je samo podpisala, da sta to pripravila druga dva uradnika, ki sta ravnala strokovno. Kje začeti? Najprej pri tem, da ta vlada v bistvu je naredila vse, kar je mogoče, da bi Janković kanal izgradil do konca. Ja. Lahko začneva na vašem koncu. Ta vlada dela vse, da bo Janković naredil ta kanal do konca. Mogoče Prvo je že tisto tudi zelo ključno, da je bivši minister Brežan, ki pa vseeno potem očitno vseh zahtev Goloba ni izpolnjeval in je moral zapustiti ta stolček, je podpisal aneks k pogodbi, ki je omogočila nadaljevanje gradnje. Namreč minister Vizjak ni samo zahteval presojo vplivov na okolje, ampak tudi ni podpisal aneksa za nadaljevanje gradnje. In gradnja je morala stati, ker pač ni bilo za to financ. In potem seveda je Brežan to podpisal in omogočil, da se gradi naprej. Druga zadeva pa je seveda ta postopek presoje vplivov na okolje, kjer je bilo 2000 odločeno, da je pač presoja vplivov na okolje potrebna. 2020 odločeno, da je ta presoja vplivov na okolje potrebno izvesti, ravno za ta del, ker je kineta. In kaj se je zgodilo? Janković se je pritožil, potem pa je po nadzorstveni funkciji seveda dobilo nazaj ministrstvo. Mi smo imeli zaslišanje priče. Imeli smo jo na njeno željo na zaprti seji. Zdaj, kaj vse to pove? Najprej prvo. Minister Kumer je v nedeljo poslal preiskovalni komisiji dopis,
da naj pričo, ki bo zaslišana naslednji teden, se pravi pač z delovnim tednom, da naj jo zaslišimo na zaprti seji. Češ, da je to povezano s tem postopkom PVO, ki pa je še vedno na sodišču. Namreč zadeva ni zaključena, kajti to, kar je odločila, bom rekla, državna sekretarka Sršen s svojim podpisom, je tudi potem predmet na sodišču izpodbijanja, tako da zadeva tako ni zaključena. Zdaj pa, da se vrneva seveda k tej njeni odločbi. Zanimivo je že to, da je minister Kumer prvi minister v zgodovini, ki je želel poseči po delovanju preiskovalne komisije. Ne bom zdaj govorila, kaj je bilo vse na zaprti seji, lahko pa povem nekaj. Če so res to pisale druge osebe ali pa ena od njih, lahko povem, da je potem katastrofa še večja. Ne? Se pa bojim, da pravzaprav mi sploh ne vemo, kdo je to naredil. Kdo je ta sklep naredil, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. In izgovori, da je sodišče naložilo, da v bistvu mora odločiti ministrstvo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, to ne drži. Ministrstvo je samo odločilo, da naj ponovno pač se zadeve pogledajo. To pa ne pomeni, da ti sklep, ki je bil izdan, in jaz trdim, da je bil zelo strokovno pripravljen glede na obseg, ki so se ga pač uslužbenci Arsa takrat lotili. Prvič, bom rekla, za ta kanal C0, da je še kako pravilna odločitev. Ja, da ne bo zmede, ne. Arso je bil takrat prenesen pod okrilje ministrstva, zato so prej govorila o Andreju Vizjaku. Janković je tožil na upravnem sodišču in upravno sodišče je razveljavilo sklep iz procesnih razlogov, češ da ni bilo dovolj jasno obrazloženo, zakaj je potrebna presoja vplivov na okolje. Tako, jasno obrazloženo. Ni pa so rekli, ni potrebna. Čeprav jaz trdim, da je bilo precej jasno, no? In tudi za razliko od preteklih odločitev glede presoje vplivov na okolje, je tukaj bilo dano tudi zahteva po mnenju drugih strok. In NIJZ je bil jasen. Kanal C0, ne da so oni proti, da se pač naredi presoja, ampak da ga tukaj sploh ne sme biti. In seveda pač s tem manevrom je državna sekretarka pač poskušala tik pred koncem leta, 29.12.2023, omogočiti seveda, da bi Janković prišel potem brez presoje vplivov na okolje. Pa še nekaj je treba povedati, da v času ministrovanja Vizjaka je mestna občina začela postopek za presojo vplivov na okolje. Oni so začeli postopek. Potem so dali nekaj dokumentov in seveda so uradniki od njih zahtevali dopolnitve vloge, zaprosili celo za podaljšanje. Mestna občina je zaprosila za podaljšanje, ker sploh dokumentacije ustrezne ni imela. Potem pa so se v enem trenutku odločili, ne, mi se pa ne gremo na sodišče. In to je bila potem tista odločitev upravnega sodišča. Se pravi, Janković je dobesedno v nekem trenutku rekel, ne, mi odstopamo od presoje vplivov na okolje oziroma zahteve po okoljevarstvenem soglasju, ker so videli po postopkih, da tega, kar imajo, seveda ne bojo mogli uresničiti oziroma te dokumentacije ustrezne ni. Vi ste takrat želeli od Kumra, da vam tudi javno razkrije, kdo sta uradnika, ki sta o tem odločala. To je želel tudi odvetnik lastnikov zemljišč in okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green. Takrat je ministrstvo, takrat je pravzaprav to dosegel preko informacijske pooblaščenke, da se jim to razkrije, pa je vložilo ministrstvo tožbo, da naj se to prepreči, ampak v sodnem spisu pozabilo prikriti oba imena in je odvetnik ta imena dobil, na Domovini smo tudi objavili. Kakorkoli, zdaj tega soglasja ni. Kaj pomeni pravzaprav ta hip? Slišimo, da je ministrstvo gospoda Brežana odločilo, da naj upravna enota nadaljuje s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za zadnjih 100 metrov kanala, hkrati pa imamo odprte še zadeve. Je vse odvisno zdaj od sodišč, od koga je odvisno, kakšna bo usoda kanala C0. Zdi se, da pač vlada je tukaj enostavno podarila zdaj vse v roke.
Mogoče, da sam še odgovoriva za nazaj. En postopek, seveda, da bi prišli do tega podatka, kdo je vodil to, bom rekla, znano končno odločbo državne sekretarke Sršen, so spodbijali seveda lastniki preko odvetnika in prišli pač do nekih postopkov. Ampak mi v preiskovalni komisiji pa smo zahtevali podatek po drugih členih, po zakonu o preiskovalni komisiji in vsem ostalim, da zahtevamo ta podatek. In minister Kumer ga ni želel podati in ves čas je govoril o tem drugem postopku, kar ni primerljivo. In na koncu ga je sodišče, bom rekla, kaznovalo s 1000 evri in jaz upam, da bomo do tega podatka prišli. Veste zakaj? Vi ste povedali, tam sta bila, ne vem, dva podatka, ki so jih pozabili skriti in res je, ne, vidite, kako pomembni so mediji, če delajo v interesu države, da sta imeni dve. Preiskovalna komisija je prišla do informacije, da je samo eden vodil postopek. Se pravi, že tukaj je polno neskrižij, nekih neresnic, ki seveda za sabo pomenijo tudi kazensko odgovornost. Ne vem, pričanje pred preiskovalno komisijo, bom rekla, govoriti neresnico je preganjano kazensko. Tako da, veste, tukaj je še veliko stvari, zato pa se bojijo tega poročila. Tudi zaradi tega. Zdaj, res je, ne, minister Novak je s tem, ko je pritisnil dobesedno na upravno enoto, podpisala se je pač uradnica, po mojih informacijah, je ta oseba mimogrede, zakaj ne, ker se mi zdi prav, mislim, da je tudi v eni od komisij volilnih, občinskih, da ne bom čisto prav povedala, bila je predlagana strani SD-ja v Borovnici, no, tako da mečken, da vemo, no, gospa je pač napisala, jaz bom rekla, pamflet, s katerim pač so želeli pritisniti po nadzorstveni funkciji, seveda zopet na upravno enoto. Zakaj? Želijo si, da upravna enota izda to zadnjo gradbeno dovoljenje. Ampak poslušajte pritisk gospoda Jankovića, veste, kaj je rekel? Župan je rekel, ja pa zakaj pa zdaj to ustavljajo na upravni enoti, vse so pa že 4 izdali, ista oseba je 4 izdala. Mislim, si predstavljate, se pravi, če ste za 3 hiše izdali gradbeno dovoljenje, ne smeš pač za zadnjo, ne smeš reči ne. Se pravi, zopet pritisk, ne, češ kaj pa se zdaj nekdo usaja. Tako da, ja, v bistvu je zdaj pač na potezi seveda upravna enota. Upravna enota pa je ustavila postopek zato, ker ji Arson ni želel dati garancije, da ni potrebne presoje vplivov na okolje. Tako je, oni so pač zahtevali, da dobijo pravnomočni sklep, ki je zdaj pač to, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. In v odgovoru je uradnica ministrstva, Novaka, prej Bržana, govorila, pa se to je samo po sebi pomembno. Ne? Mislim, to totalno pač nasprotje tega, kar se dogaja, ker pač zadeve so še pred sodiščem. Sodišču je tudi sklep 2015-2016, se pravi, da presoja sploh ni potrebna, tudi tisto ni zaključeno. Tako da, seveda, če bi v državi, kar pa jaz velikokrat dvomim, mislim, da upravičeno, bom rekla, tako tožilstvo kot tudi sodstvo delovalo, ta kanal bi že moral biti ustavljen. Mislim, da so dovolj povedali o tem, kako postopa Golobova vlada v povezavi z gradnjo kanala C0. Zdaj, kaj vi pričakujete, bo ta kanal zdaj dejansko zgrajen, bo po vaša upravna enota pokleknila in izdala za zadnjih 100 metrov? In kaj bi še lahko s preiskovalno komisijo oziroma kako še lahko preprečite, da bi kanal dejansko zaživel? Zdaj, mi zagotovo kot sama preiskovalna komisija, da bi imeli mi vzvod, da lahko ustavimo kanal C0, ga nimamo. Je pa dejstvo, vse, kar je preiskovalna komisija do sedaj, bom rekla, ugotovila, prišla do pomembnih ugotovitev, je že sedaj na voljo tožilstvu. Nobene težave ni v tej državi, da se postopek začne. In še nekaj, tožilstvo bi lahko že pred leti začelo postopek, pa so zavrnili v smislu, saj se še ni nič zgodilo. Ne moramo govoriti o tem, kaj se bo zgodilo. Popolnoma skregano. Se pravi, menim, da pač preiskovalna komisija s svojim delom naredila veliko.
prvo dokazujemo s tem, da so pač eliminirali celotno poročilo tudi v delu, da so člani preiskovalne komisije, zato ker pač je to ne samo pač popisan list papirja kot tak, ampak za vsakim stoji pomembna ugotovitev in tudi odgovornost in tega se bojijo. Kot drugo, mi bomo nadaljevali ravno s tem, da bomo pač kazali na nepravilnosti in s tem tudi pozivam vse organe v državi, da se vendarle zganejo. Morda smo tudi vzgled tistim odločevalcem, ki si še upajo narediti tako, kot je prav in ne tako, kot nekdo želi od njih. Upam, da upravna enota ne bo tako zlahka pač izdala to gradbeno dovoljenje, ker ga ne bi smela, ampak verjamem, da so pritiski zelo veliki in upam na čim prejšnje volitve in da vendarle gospodu Jankoviću to ne bo uspelo zaključiti. Se pa nekaj sprašujem. Kdo bo tisti pogumnež, ki bo temu kanalu C0 dal uporabno dovoljenje? Jaz lahko samo povem, da smo dobili, ravno pred dnevi nismo mogli še vse pogledati, tudi slikovne preglede kanala, ki naj bi se redno delali. Po nekih informacijah kaže, da ima kanal res hude težave. Bova s to mislijo zaključila. Gospa Anja Bah Žibert, hvala za obisk na Domovini in uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam in srečno pri vašem delu. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. To je bila vroča tema. Vidimo se prihodnji teden.